Največja napaka, ki jo delajo starši, pa je, da dajo otroku v roke telefon, tukaj imaš, pa se zabavaj. To je svet odraslih, vemo pa imamo dobre ljudi, pa imamo slabe ljudi. In moraš paziti, kaj počneš, da ne boš postal žrtev nasilja, da te ne bo kdo začel izsiljevati, ne bo te spolno začel zlorabljati prek spleta. Če otrok pride do vas in pove, da zdaj me pa nekdo izsiljuje za nekaj, ne mu telefona vzeti. Ne mu preprečiti dostopa. Zakaj? Ker ko se mu bo naslednjič kaj takega zgodilo, ne bo več prišel povedati, ker bo kaznovan. Ne? Dom je varno okolje. Telefon je okno v svet. In skozi to okno lahko ljudje kukajo nota k nam. In če nam gre tukaj nekaj narobe, recimo da otrok rata žrtev nekega nasilja, rata žrtev nasilja v svoji sobi, v najbolj varnem delu doma. Živjo, dobrodošli nazaj, mi smo Uživajmo pametno oziroma danes sva midva. Z mano je Marko Pušner, samostojni strokovni sodelavec Fakultete za družbene vede in vsebinski koordinator točke za osveščanje o varni rabi interneta, ki je del projekta Center za varnejši splet oziroma Center za varnejši internet. Tako je. Sicer pa se že kar nekaj časa od študentskih let profesionalno ukvarja s področji, ki jih bova danes odpirala in so na tak ali drugačen način povezane s preventivo, ko govorimo o digitalnem življenju oziroma življenju na spletu. Mislim, da se obeta zanimiva debata, tako da upam, da se nama boste pridružili. Živjo, Marko. Živjo. Hvala za vaš odziv in vašo pripravljenost. Jaz se veselim tem, ki jih bova odpirala, mislim pa, da je dobro, da začneva počasi na začetku. Najprej bi rad, da nagovoriva starše. Po vašem mnenju in po vaših izkušnjah, kaj je najbolj pomembno oziroma kako naj se lotimo uvajanja otrok v digitalno okolje oziroma konkretno na splet, v internet? Najbolj ključno je, da začnemo pravzaprav že pred rojstvom. Tako zgodaj. Najprej moramo sebe ozavestiti, moramo sebe naučiti, oziroma moramo kot starši znati prepoznavati določena tveganja, ki jih splet predstavlja. Mogoče najbolj pomembno spoznanje za vsakega starša, po mojem mnenju, je, da splet ni varno okolje za otroke. To je to in iz tukaj izhajamo. In seveda potem, jaz temu rečem vzgoja za internet, naj teče pravzaprav od tistega trenutka, ko se otrok prvič sreča z napravo zasloni, običajno je to telefon, pa neke YouTube risanke, in ne traja, zdaj se bo slišal malo dolga, tja do 18. leta oziroma do polnoletnosti. Seveda je treba razumeti, da pač prilagojeno glede na starost, da se pač ne bomo z otrokom starim 17 let in pol pogovarjali na enak način kot in o istih zadevah kot recimo z dvoletnikom. Ampak to je ključno. In zakaj je ključen ta dolg razpon? Zato, ker s tem skozi sama razvoj otroka, kot se njemu razvijajo možgani, kot on se uči življenja, čisto preprosto povedano, kot pridobiva izkušnje, tudi konec koncev z internetom, ga mi počasi vpeljujemo v ta svet. Jaz pravim takole, ko sem bil jaz majhen, pa ni bilo še interneta, da se razumemo, ampak recimo, kako sta mene starša učila hoditi po cesti. Mislim, najprej seveda sem hodil z staršema, pa z babico, pa je bilo treba pa v šolo iti. In sta ta prvi dan šla z menoj, pa sta mi razložila, tukaj poglej levo, desno, pazi, kako prečkaš cesto, pazi na avtomobile in tako dalje. In sta me naučila. Največja napaka, ki jo delajo starši, pa je, da dajo otroku v roke telefon, tukaj imaš, pa se zabavaj. Ja, pojdi na cesto srečno. Tako je, ja. Tako je. S tem, da je treba razumeti eno zadevo. Na cesti bojo vseeno vozniki, pa ostali udeleženci nekako pazili na otroka. In tudi, če bo naredil kakšno napako, neumnost, skočil na cesto, bojo naredili vse, da bi preprečili nezgodo, da bi se otroku kako slabega zgodilo. Na internetu pa tega ni. Na internetu pa vašega otroka nihče ne čuva. Ne samo to, marsikdo ga je celo pripravljen namensko izkoristiti. Na eni strani so to lahko ta multinacionalke, na drugi strani so pa naprimer razni predatorji, spolni predatorji, recimo, če grem v drugo skrajnost. In to so stvari, ki jih pravzaprav nas odraslih ni tega noben učil, sploh tistih, ki izviramo iz časa pred internetom, recimo tam pred letom 95, ko se je naprimer bolj začel pojavljati v Sloveniji. In seveda nimamo znanja, in zdaj mlajši starši, ki so, te, ki recimo zdaj
postajajo mladi starši, imajo že nekaj izkušenj, ne? In sem prepričan, da jim je veliko lažje. Ne? Vprašanje pa je, če se zavedajo vseh pasti, ker v bistvu ta vzgoja, že tudi za mlade, v zvezi z internetom se je začela tam 2.5, 2.6 šele. In to je bilo v bistvu prav z našim projektom, kot safe.si tukaj. Ne? In mi smo rabili veliko časa, da smo naredili preboj. In moram reči, da recimo tam nekje od leta 2015, 2016, 2017 opažamo, da se na vseh področjih veliko dogaja, kar se tiče preventive na področju staršev, na področju mladostnikov, ki je zelo pomembna. Pri učiteljih, mi smo dolgo imeli težavo, ker učitelji niso bili zainteresirani za te teme in so se tako, joj, to pa ni zame, kaj to neke novosti. Zdaj so to usvojili, zdaj zadnjih, mislim, že v predkoronskem času, tam 2018, 2019, so se začeli za to zanimati in razumejo, zakaj je to pomembno, da se o tem pogovarjamo. In tudi kot splošno družba smo zdaj seveda pod motivacijo različnih dogodkov, ki se dogajajo na spletu, smo začeli se o tem tudi pogovarjati. Se to zdaj vidimo vsak dan. Kako pa se je ta dikcija spremenila recimo v 10-15 letih? Rekli ste leta 2005-2006. O čem se je sploh takrat govorilo o varni rabi interneta v primerjavi z danes? Ker jaz si ne predstavljam te velike razlike, po mojem. V bistvu cel ta projekt Center za varnejši internet, ki je v bistvu evropski projekt, in so po vsaki državi je svoj center za varnejši internet, v bistvu osnova je izhajala iz nekih dogodkov v Belgiji in pa na Nizozemskem vezanih na spolne zlorabe otrok prek interneta. Namreč preko interneta so se začeli deliti posnetki spolnih zlorab otrok. In to je bila v bistvu prva zadeva, ki se je začela naslavljati okoli tega, in potem se je seveda zelo hitro izkazala, da niso problem samo te posnetki, ampak da je problem tudi pri komunikaciji, tudi pri komunikaciji preko IRC-a, recimo, preko SMS-ov in to, da je nasilje. In seveda potem z široko, mislim, z razširjen, ko so se družbena omrežja razširila, se je seveda tle odprla, lahko rečem, kar Pandorina skrinjica, skratka, to je potem izbruhnilo. Najprej seveda s pojavom Facebooka, kot prvim takim bolj sprejetim, prej smo imeli Netlog pa MySpace, ampak prav zelo se to sploh med mladimi v Sloveniji še ni uporabljalo. Facebook je bil prvi tak, in pa seveda pojav poceni pametnih telefonov, ker to, ko imaš ti pametni telefon, ki je v bistvu orodje, ki ti omogoča danes več, kot so ti računalniki 2005, bistveno več, z njim imaš dostop do vsega, kar je na spletu, v bistvu digitalen svet. In ja, s tem so se tveganja pojavljala in potem smo skozi čas ugotavljali, kaj je novega. Recimo za nas so zelo pomembne delavnice, vsi delavnice, ki jih po osnovnih in srednjih šolah izvajamo, in tam dobimo neposredno informacije od mladih, kaj se jim dogaja. Kar ena izmed glavnih izzivov, ki jih imamo, je nasplošno, da mladi nočejo odraslim razlagati, kaj se dogaja. Zato, ker si mislijo, vsi odrasli pa nimate pojma, vi pa ne veste, kaj je to. Ni sicer to res, ampak tako občutek imajo. In tukaj mi dobimo skozi te pogovore z njimi, ko se odprejo, in včasih, moram reči, da včasih so to zelo tragične zgodbe, slišimo, včasih so tudi kakšne smešne zadeve, seveda, se marsikaj dogaja. Vsekakor se pa vidi, mislim, splošno pa je, da jim manjka znanja in predvsem kako se zaščititi na spletu, kako paziti na to in da potrebujejo to in da se v bistvu o tem želijo pogovarjati. In to je mogoče izhodišče za starše. Starši, dajte se več pogovarjati s svojimi otroki o tem, kaj se jim dogaja na internetu. Ampak kako naj tak pogovor recimo začnem? Ne morem kar priti do otroka pa reči, kaj se ti kaj dogaja na internetu. To je lahko zelo, jaz si predstavljam, da potem to mladega odbije ali pa celo jaz delujem morda netakten ali pa kot da nimam pojma. Kaj pa so potem vi verjetno tudi kot rečemo ena tretja neobremenjena oseba, morda celo lažje stopite v stik z mladimi? Ja, definitivno. Naši izvajalci, ali pa tudi če grem jaz na šolo, mislim, veliko lažje z njimi pogovarjamo. Prvič smo nekdo zunanji, nismo učitelj, smo bolj zanimivi, pa še zanimivo temo pridemo. Zdaj, seveda, kar se staršev tiče, je tako.
tisti starši, ki, tako kot sem rekel na začetku, od mehkega peljejo nek zaupanja vreden odnos, mislim, da se zdaj malo tako sliši, ampak nek odnos, odprt odnos, kjer se pogovarjajo z otrokom, kaj se mu dogaja na spletu, od mehkega, ga usmerjajo, pa to ne bojo imeli problema s tem pogovorom. To tudi vidimo, tudi mladi nam povejo, da kakšni imajo super starše, da se z njimi res pogovarjajo vsem, kar je na spletu, o vsebinah, kar se jim dogaja. Ne. Seveda je pa problem, pa je, če se ti pravzaprav nikoli nisi z otrokom o tem pogovarjal, zdaj bi se pa začel, ko je star 14 let. Ja, to bo pa precej težko. Ampak vseeno, treba je izkazati malo zanimanja. Recimo, kaj pa, ne vem, če otrok na telefonu, kaj pa počneš, kaj pa je zanimivega, a mi lahko pomagaš, a mi lahko pokažeš, ne vem, pa mogoče, če starši nimajo računa na TikToku, naprimer, dajte vprašati svojega sina ali pa hčerko, ki ima, pa da je seveda dovolj star, govorimo več kot 13 let, da vam pomaga, pa imamo tako eno super izhodišče za pogovor. TikTok, kaj dogaja na TikToku, poleg vseh neumnosti, ki so gora, seveda, in tako naprej, se je tudi kaj zanimivega. To je izhodišče in na tak način bi se dal. Ja, to je super. V bistvu je lahko tudi skupen vstop v kakšne svetove, ki jih odrasli morda ne poznamo na tak način, lepo izhodišče. Tako je. Kaj bi pa sicer še svetovali kot fine sestavine v družinskih pogovorih o recimo spletu? Kaj bi bilo fino dati na ta jedilnik? Naprimer, če bi svetovali družini, kaj so smiselne teme, ki jih lahko odpre? V bistvu to so teme, ki so vezane na tista največja tveganja. Seveda to zdaj ne smemo začeti tako, direkta, bomo rekel, nekaj nasilo se začeti pogovarjati. Ampak recimo nekaj bolj v smislu, a imaš kakšnega prijatelja na spletu, pa ga ne poznaš? Recimo videoigre so take, ko se zelo igrajo in imajo to. In recimo potem skozi to lahko počasi pride pogovor na to, kdo je res pravi prijatelj, kdo ni pravi prijatelj. Seveda, moramo se zavedati, te pogovori, načini pogovora in tudi teme so zelo odvisne od starosti otroka. Recimo, mi zagovarjamo, da v predšolskem obdobju absolutno otroci ne bi sami bili na internetu. Zato, ker to je tako, kot če bi otroka, 5-letnika dali tjale v Ljubljani na glavni, na Prešernov trg, in ga pustili samega. Razlika je samo v tem, da na Prešernovem trgu bo celo kdo pazil, malo bil pozoren na vašega otroka, na spletu ne bo nihče, na družbenih omrežjih ne bo nihče. Razen v smislu, kako bi ga lahko izkoristil ali pa zlorabil. In če je otrok, bom rekel, stalno v nekem stiku starši in se že takrat pogovarja o dogajanju, tudi pri 14 letih ne bo težava, tudi pri 13 letih ne bo težava. Zdaj, seveda, zdaj sem malo tako hoden kamačka okoli vrele kaše, kako zdaj svetovati pa, če se prej niste pogovarjali, mislim, kako začeti ta pogovor. Ja, to bo pa težko, zato, ker če ni tega zaupanja, če nimate vzpostavljenega tega zaupanja z otrokom, da se vam odpre, da tudi konec koncev pride do vas, pa vam pove, da ga nekaj muči na spletu, da nekaj ne ve, kaj naj naredi, potem bo težko, pol je treba to na nek, bom rekel, tak prijazen način začeti izkazovati zanimanje in potem pripeljati v te teme, ki so pomembne. Mislim, da recimo najslabša bi bila, sem prepričan, da se dogaja, ko so starši recimo na vseh predavanjih, pa slišijo, tam marsikaj slišijo, tudi kakšne, bom rekel, zelo neprijetne zadeve, in pol pa vdevkajo domov in so vsi iz sebe in pač, ker niso poznali, so šokirani malo in potem na silo se hoče nekaj z otrokom pogovarjati. Tako primeru se bo otrok steno postavil, se zaprl in bo rekel, pa se ti nimaš pojma, kaj se dogaja na spletu, ti sploh ne veš, kaj je internet. A veste, in to je problem. Pač treba je, tukaj mora pač vsak sam najdati nek način. Tako kot recimo, tudi če se preko slej se treba začeti recimo o spolnosti pogovarjati, pa je to tudi tema, ki jo marsikdo težko načne. Mislim, da splet bo lažje načeti, ker vse ni tako, bom rekel, taka bolj to ni žgečkljiva tema, to je v bistvu resna tema. Ja, in všeč mi je ta
to stopnjevanje le-te, se pravi, lahko se o njej pogovarjamo na različne načine, oziroma celo otroke lahko uvajamo v splet kot okolje, ki ima svoje zakonitosti in ki je lahko nevarno. In sočasno tudi zelo zanimivo, in tudi zelo ustvarjalno. Se vemo, recimo Roblox kot okolje za ustvarjanje videoiger je lahko že tam za mlajše otroke, recimo govorimo o osnovne šole, prvi del osnovne šole, je lahko zelo zanimiv kot okolje, ki je lahko svojo kreativnost izrazil. Minecraft je podobna zgodba, je tudi za mlajše, v bistvu dejansko je narejen za mlajše tudi, in lahko spodbuja kreativnost. In to so te dobre zadeve. Treba je, tako kot v vseh stvarih, ko otroke vpeljujemo v svet interneta, je treba jih vpeljevati v tiste pozitivne stvari in pokazati, da to ni samo zabava, ampak da to je vir informacij, da je telefon kot naprava močno orodje, ki se ga da na super načine uporabljati, ampak treba je pa paziti, to je svet odraslih, vemo pa imamo dobre ljudi, pa imamo slabe ljudi, in zdaj, če boš naletel na slabe ljudi in na spletu boš zelo hitro naletel, moraš paziti, kaj počneš, da ne boš postal, žrtev nasilja, da te ne bo kdo začel izsiljevati, ne bo te spolno začel zlorabljati prek spleta. In pri tem se pa treba zavedati, da pač narava najstnikov, narava odraščanja je, da preizkušajo zadeve, da si upajo tvegati, in da seveda posledično kdaj se tudi kaj nasankajo, se pravi, se zapletejo in imajo težave. In zdaj prednost interneta je, da je to lahko malo bolj skrito, ampak po drugi strani je pa to tudi slabost, ker če zabredeš kot v neko težavo pregloboko, recimo postaneš žrtev nekega nasilja in nekdo stalno izvaja neko obliko nasilja nad tabo, in če sam si boš težko pomagal, sploh če si tam, 13, 14, 15 let, kdo ti bo pomagal, če ne boš nobenemu povedal? Da te bo, in v resnici se dogaja, da taki mladi, ki ne zaupajo tega nekomu, padejo brezno v spiralo in vedno globje tonejo. In tukaj imamo, mislim, tiste najbolj grozne zadeve so, da pride do tega, da se začnejo samo poškodovati, da začnejo razmišljati o samomoru in podobne zadeve. To so zdaj te skrajne poti. In zato je pomembno, da se na nek način pogovarjamo z otroki in jih opozarjamo na vse te zadeve in tudi povemo, da smo tam za njih, če smo starši, da smo za njih. In mogoče še ena zelo pomembna zadeva ravno pri temu je, da če otrok pride do vas in pove, da zdaj me pa nekdo izsiljuje za nekaj, ne mu telefona vzeti. Ne mu preprečiti dostopa. Zakaj? Ker pol, ko se mu bo naslednjič kaj takega zgodilo, ne bo več prišel povedati, ker bo kaznovan. Treba je skupaj z njim pač sjeti skozi proceduro, kako zdaj to nasilje, kako se že dogaja, ustaviti. Ali mogoče je to blokada, če gre za kakšne hujše zadeve, je to tudi prijava na policijo in podobno. Ne bo otroku telefona vzeti. In še nekaj, vemo, mladi danes večinoma komunicirajo prek telefonov, prek družbenih omrežij, aplikacij za sporočanje. In to je njihovo socialno okolje. Mi smo bili včasih bolj na igriščih, pa to, pa smo se žogali, pa pač igrali in tako dalje in smo se držali. Danes, saj tudi če to počnejo, to je tudi mogoče en mit, da tega ne delajo več, kar ni čisto res. Ampak vseeno imajo pa kot glavni komunikacijski kanal družbeno omrežje z telefone. In če mi otroku vzamemo telefon, ga odrežemo od njegovih prijateljev, iz njegovega socialnega kroga. To pa ni najboljša zadeva. Ja. Stik, razumevanje in pogovor se mi zdi, ko vas poslušam, sem dojel, jaz sem najprej mislil, da vodim podcaste o uporabi tehnologije, zdaj imam pa čedalje bolj občutek, da vodim podcaste v resnici o odnosih in o zaupanju med nami v najožjih okoljih, pravi družinskih in tudi v drugih, spravi zmožnost tega, da vem, kaj se mi dogaja in da tudi imam dobre odnose z meni bližnjimi osebami in se mi zdi, da je to lahko čudovita baza, da to vaš čas poudarjate. Ko sem vas poslušal, sem pomislil, rekli ste, pogovarjate se o spletu, morda bi lahko ta na spletu spet dal kar v oklepaj,
Pogovarjajte se, ne? Torej, ne samo v spletu, ker tako, kot ste rekli, če bom jaz se želel z nekom pogovarjati ali pa svojo partnerko, ker jaz nimam otrok, recimo, s partnerko, kaj se ti dogaja na TikToku, kaj se ti dogaja na Instagramu, in če jo samo to vprašam v celem dnevu, z najnim odnosom v bistvu ni nič, ne? Če pa imamo midva trden odnos, pa lahko govoriva o čemerkoli, o TikToku ali pa o tem, kako se počutva v danem trenutku in tako, ne? Klej je mogoče en prepad v razmišljanju, a ne, med temi mladimi generacijami, pa mogoče mičkim starejšimi, ne starimi generacijami, da se razumemo, malo starejšimi. Govorimo o teh, ki še niso bili rojeni v obdobju družbenih omrežij. Zdaj, mogoče zdaj tisti 2000, a ne, ki so, recimo, ne. Klej je ena razlika, a ne. Vsi te še zmeraj ločujemo, a ne, malo digitalni svet od fizičnega sveta, ne, svet interneta od realnega sveta. Ampak to ni res, to je vse eno. In zato je to, ko ste ugotovili, da pač mi se pogovarjamo, ne o spletu, ne gre za tehnologijo, gre za odnose. Tehnologija kot taka samo omogoča okolje, digitalno okolje, ne, kjer se vse to dogaja. Glejte, kot sem že prej omenil, ljudje smo dobri, pa smo slabi. Imamo dobre, slabe ljudi. Imamo ljudi, ki so mogoče malo bolj pametni, pa imamo ljudi, ki niso toliko zelo pametni, ali pa so dobri v čem drugem. Nismo vsi smo enaki, a po svoje smo vsi različni. Vsak ima svoje prednosti, svoje slabosti. In pri internetu, ko vsi mi pridemo skupaj, pride pa do izraza pa še ena mogoče zanimiva zadeva. To je pa lažna anonimnost in lažen občutek zasebnosti. In to sta dve zadeve, ki jih je tudi fajn mladim, bom rekel, ucepiti. V čem govorim? Lejte, če jaz vzamem telefon, pa sem pri sebi doma, recimo v jedilnici, ali pa otrok je v svoji sobi s telefonom, otroška soba, dom je varno okolje. Telefon je okno v svet. In skozi to okno lahko ljudje kukajo noter k nam. In to je tista bistvena razlika. Se pravi, gre za javni prostor, ki smo ga zdaj pripeljali v zavetje, varnost svojega doma. In če nam gre tukaj nekaj narobe, recimo, da otrok rata žrtev nekega nasilja, rata žrtev nasilja v svoji sobi, v najbolj varnem delu doma. In to je problem. Druga stvar je pa, sem rekel, pa ta lažna anonimnost, je pa tisto spet, imam telefon, imam zaslon, sem v varnem okolju, nihče me ne vidi, nihče me ne vidi v narekovajih. Seveda te nihče ne vidi, ampak vidi pa tvoja dejanja. In posledično si pač mi, zato ker mislimo, da nas nihče ne vidi, si upamo več. In seveda, zato pravimo, dostakrat tudi, ko sprašujemo mlade, pa tudi, če se z odraslimi pogovarjamo, ali si pripravljen, ne vem, tisto, kar mogoče grdega napišeš pod en komentar, pripravljen si to človeku v živo v oči povedati. Večina bo rekla ne. Mogoče kažem bo rekel, da ja, ampak dobro. To je pač posebna zgodba, ampak večina bo rekla, da ne. In to je to. In zdaj se moramo mi zavedati, mi otroka spustimo v to okolje, kjer vsi ljudje upajo bistveno več slabega, kot bi si v resnici, nimamo toliko zavor. In druga stvar, gre za javen prostor, kjer pravzaprav otrok lahko sreča kogarkoli, pa da se razumemo, govorimo o celemu planetu Zemlja, ne o Ljubljani ali pa ne vem, Karanju, ne vem, Kungoti ali kaj podobnega, neki mehni, manjšem okolju, ampak cel svet, Prej ste omenjali recimo igro Roblox ali pa Minecraft, dali ste jo kot primer, naprimer okolja, kjer lahko nekdo izraža tudi svojo kreativnost. Ampak, če si jaz zdaj predstavljam spet, da sem starš, ki ne pozna dobro te igre, pa zdaj slišim, Roblox je lahko cool, zdaj otroku rekel, to je Roblox, zdaj se igraj, ali naj bom potem spet občasno z njim, pa spremljam, kaj se dogaja, spremljam komunikacijo, kak naj se pa tega lotim, ne morem pa ves čas bdeti nad njim in zdaj opazovati vsako stvar, ki jo naredi, ali pač? Pač okay. do nekje do prve triade osnovne šole. Okay. Skratka, res v obdobju, v predšolskem obdobju, do nekje sredine ali pa do konca prve triade, otroci ne bi bili sami v teh odprtih javnih okoljih internetnih, in na internetu. To pomeni tudi YouTube. Zakaj ne? Ker YouTube
tudi če se uporablja YouTube Kids, ki je namenjena, še vedno lahko priporoča neko vsebino, ki za otroka ne bo primerna. In se bo zgrozil. In jaz, recimo, en primer, ki mi ga je en kolega povedal, ki se njegovom otroku, pa njemu zgodil, sta skupaj gledala neke YouTube risanke in je bila, tudi sam ni vedel, ker se ni vnaprej pogledal. In je bila neka risanka, fant je bil star, mislim, da 5 let, in je bila neka risanka, kjer je neko mesto bilo, pa so se avtomobili vozili in podobno, in potem je prišla neka zelena pošast in začela vse razbijati. In njegov sin se je tega tako prestrašil, da je rekel, da sta imela 1 uro pogovora po tem, zakaj je zdaj prišla ta zelena pošast, pa vse začela razbijati. Paste, 5-letniku je bilo to šokantno in nekaj grozljivo in v bistvu travma. In sta pač razčistila, in oče, kar je bil zraven, je to videl in je zadevo rešil na licu mesta, takoj. Seveda, ena taka risanka enemu 7-8-letniku bi bila pa smešna, pa ne rabi. In to je tisto, kar hočem poudariti. Niso vse vsebine, ni vse, kar je na voljo, primerno za vsako starost. In seveda, če otroka upeljete v nekaj novega, neko novo, recimo v Minecraft, preden ga upeljete, dajte si v Minecraftu kaj prebrati, da boste vedeli, kaj to je. Pogledati mogoče, kaj so neka tveganja, ki jih prinaša, ker tudi Minecraft ni čist brez tveganj, da se razumemo, so tudi kar hude zadeve se dogajale, recimo. Tako, prav tako na Robloxu. Roblox je še bolj, ja. Marsikaj. Tudi tam. In tudi z otrokom se potem igrajte noter, se tudi konec, zakaj se ne bi odrasli malo zabavali. Včasih je fajn videti, da si malo se po otroško počutiš. Zakaj ne bi tega izkoristil, pa se še držal s svojim sinom ali hčerko, seveda. Tako da, ja, dajte to in pol, ko vi vidite, da je recimo igra, jo spoznate, vidite, kaj so mogoče pasti, na kaj treba paziti, na kaj morate pa zapravo vi kot starši biti pozorni, potem pa lahko otroku malo samo čez ramo kukate, vsake toliko cajta, kaj se mu dogaja. Pa seveda ga sprašujte, kaj si pa danes ustvaril v Minecraftu ali pa Robloxu. To je to. Ja. Ni zdaj, seveda najstniku, če smo pol malo kasneje, ne bomo mogli gledati čez ramo, pa tudi konec najstnik je že lahko bolj zrel. Ampak res do tam sredine prve triade osnovne šole, pa res ne bi smeli otroci biti sami. Tudi na YouTubeu ne. Zanimivo, super, da ste omenili tudi YouTube, ker marsikdo najbrž YouTube sploh ne smatra zares kot odprto spletno okolje, ki tudi je, lahko ima komentarje, v redu spet pri YouTube Kids so zaprti, ampak algoritem pa lahko priporoča karkoli, čeprav selekcionirano. Se mi zdi, da pozabljamo, da na spletu ponavadi ni urednikov ali pa ni take vsebinske presoje, kot smo jo navajeni pri kakšnih starejših medijih. Ja. In zelo dobro ste povedali, da je tu ves svet. Na to sem tudi prvič pomislil. In sploh danes v obdobju generatorjev besedišča, se pravi umetne inteligence, pa res lahko skoraj, da nekdorkoli z nami že komunicira v našem jeziku. Ja, in ravno umetna inteligenca prinaša nove oblike starih izzivov, pa tudi nekaj novih izzivov. In mogoče, če tukaj bolj gledamo na starše, eden izmed takih izzivov je, ki se je na novo pojavil, je, da vas v narekovajih vaš otrok pokliče po telefonu in prosi za pomoč. Je pa to dejansko navijeno z umetno inteligenco, z govorom. Se pravi, kaj pa prideva zdaj zelo hitro do tega, kaj mi objavljamo na spletu. Ker umetna inteligenca, pač ta orodja se učijo iz vsebin na spletu, ki so dostopne na spletu, družbenih omrežjih, spletnih straneh, pa tudi kakšne zadeve, ki bi pravzaprav mogle biti zaprte, pa so uspeli priti do njih in imajo mogoče več teh zadev, gradiv za učenje, kot si bi mi sploh želeli, oziroma si sploh predstavljamo. No, in seveda, če vi recimo objavljate neke videoposnetke svojega otroka, ki kaj govori, na recimo družbenem omrežju, na Instagramu, in da je po možnosti to še javno, spaj, da lahko res vsakdo to vidi, s tem avtomatsko omogočite nekomu, da bo ta videoposnetek vzel in ga zdaj na nek način predelal. Zdaj, kaj lahko tukaj naredi, zdaj z uporabo umetne inteligence je idej ogromno, ampak recimo to, ko sem jaz rekel, vzame zvok, nauči umetno inteligenco uponašati govor otroka,
in vas pokliče. Ne? In pol je to tisto, ja, mami, daj mi prosim na kaš nujno rabim 500 €, če mi lahko prek Western Uniona. Mislim, to je ena taka tipična prevara, ki se že dogaja. A dejansko se, ker jaz sem mislil, ko ste to govorili, sem mislil, ja, to je recimo tveganje za čez leto, 2, 3. Dejansko se že ta stvar dogaja tudi v Sloveniji. Ne, za Slovenijo še nimamo sicer podatka, ampak iz tujine pa že imamo informacije, da se to že dogaja. Tako da, če se v tujini dogaja, se bo prej kasneje se z nas dogaja tudi v Sloveniji. Trenutno so v Sloveniji neke druge prevare, ne, bolj aktivne, ki pač funkcionirajo. V tujini se pa to dogaja. In tudi kaj se dogaja, recimo, druga zadeva vezana na umetno inteligenco je med mladostniki, da izdelujejo pornografske posnetke svojih sošolk. Se pravi, vse, kar potrebuješ za to, je v resnici neka fotografija, mogoče 2, 3 ali pa video posnetek in se da to narediti. Pri čemer se je treba zavedati, da umetna inteligenca se trenutno izredno hitro razvija in da vedno bolj napreduje. In tudi jaz, ko sem se posvetil temu, ker pač ugotavljamo, kje tveganja so tiste, ki so najbolj problematična, sem vsake toliko časa presenečen, kako hitro napreduje. In danes, recimo, čisto enostavno povedan, danes iz ene fotografije narediti video posnetek nekega gibanja človeka ni noben problem in so zelo dobro narejeni. Mogoče ne ravno z zastonskimi orodji, da se razumemo, ampak če pa je kakšno plačljivo orodje, ki niso draga, se da pa v bistvu dejansko ponarejati skoraj karkoli. A ni pa zaenkrat še kakšnih varoval na mestu že v samih orodjih, ali pa kako pa se ta orodja soočajo potem s temi potencialnimi zlorabami? Ali je to še odprto vprašanje, ki ga zdaj nekako vsi skupaj razčiščujemo? Tukaj je zgodba zelo podobna, kot je bila pri družbenih omrežjih, ko so se pojavljale. Se pravi, šlo je za to, da so ustvarjalci, avtorji, ponudniki dali neko platformo, ki je tukaj vam na voljo, zastonj ali pa plačljivo, pač odvisno, in zdaj jo vi uporabljate. So dali neka pravila uporabe, ki so bila zelo ohlapna, potem pa se vemo, kaj se je začelo dogajati, spletno nasilje. In tukaj je zelo podobna zgodba. Zdaj, da se razumemo, ta glavna, najbolj znana orodja, največja orodja, kot je recimo ChatGPT, Gemini AI, Copilot, imajo etične varovalke noter, imajo grajene. Se pravi, ta orodja vam takih zadev ne bodo delala, vas bojo še celo opozorila. Ampak na spletu obstaja ogromno orodij, ki pa teh varovalk nimajo. In je čisto enostavno, narediti neko, v bistvu bomo rekel, nedovoljeno oziroma kaznivo fotografijo, recimo posnetek spolne zlorabe otroka, govorim o goli sliki mladoletne osebe. To se jo da na spletu narediti. In to nam predstavlja zelo velik izziv, in tudi jaz to malo spremljam, pač te orodja in vidim, da se pojavljajo, pa zginevajo. Se pravi, ko nekdo, jih pa začne opozarjati ali pa jih celo mogoče skuša spraviti pred sodišče, ukinejo se skupaj. S tem, da ne pozabiti, da pol imamo tu še temni splet, ki je pa dejansko čisti divji zahod, kjer ni nobenih pravil, kjer se pa najde vse, oziroma skoraj vse, sploh pa take stvari, ki niso dovoljene. Kako potem, rečemo, mlade pa tudi sebe usmerimo v smiselno rabo? Kaj naj bo to naše vodilo, da pa dejansko orodja, ki so nam na voljo, uporabljamo za pametne reči? To bom pa zdaj tako rekel, temu se reče etična uporaba. A smo mi toliko etični, da znamo to uporabljati res samo v dobre namene? Je pa res, da, oziroma drugače, da ne uporabljamo v zle namene, bo bolj pravilno. In da res smo kreativni na pozitiven način, ne uporabljamo to za nasilje in podobne stvari. Seveda pa vemo, smo taki in drugačni ljudje, kar so že prej debatirala, in je problem. In recimo, če grem na mlade, mi se moramo tudi zavedati, če govorimo o najstnikih, da se najstniki dostikrat ne zavedajo, da izvajajo neko nasilje. In da recimo mogoče, da naredijo neko
predelajo neko fotografijo in jo z umetno inteligenco spremenijo, da sošolka, bom rekel, naredi neke smešne gibe, in se potem seveda novčujejo iz tega in komentirajo, in seveda to je nasilje, nad sošolko, sploh če ona to ni dovolila in ni sprejemljivo, ni ok. In ja, jim je treba to povedati, ker dostakrat se pravimo, tako primer se izkaže, da ja, to sem naredil samo v hecu, to sem se šalil, rečejo, sem v resnici to rečejo, in to tudi učitelji poročajo, ko rešujejo te incidente. In potem sem otroku predstavi, najstniku predstavi, da v bistvu to je pa nasilje, dej postavi se v kožo in potem je šokiran, in se res tole pa ni v redu, in pola razume, tudi mlade, in to pa je ne samo vloga staršev, tudi pravzaprav vzgojna vloga šole, je, da jih naučimo, kaj je pravzaprav nasilje, pa kaj smemo delati, pa kaj ne smemo delati. Ja, mogoče pa v tem primeru govorimo o razliki z našim starim svetom, ker se lahko nasilje kaže drugače, ali pa škodoželjnost, ali pa to, da nekomu škodimo, drugače kot mogoče v analognem svetu. Ja. Vseeno pa je rdeča nit še vedno enaka. Ja. Tako, kot ste rekli, če se postavim v kožo drugega, bom zelo hitro ugotovil, ali sem bil proti njemu mogoče zelo nameren, nasilen, ali pa mu na tak ali drugačen način škodujem. Če bi morali, zdaj to je nehvaležno vprašanje, izpostaviti eno stvar trenutno iz vaših izkušenj zdaj, rečemo iz terena zadnjega pol leta, kaj bi svetovali učiteljem, učiteljicam za debato v šolah? O čem lahko govorijo, o kateri temi? Je morda umetna inteligenca ta, ki se je vredno posvetiti, ali kaj drugega? Ne. Umetna inteligenca je zdaj zelo zanimiva. Zato, ker je popularna, ker se res hitro razvija in ker nas preseneča s tem, kaj zmore. Ne, nasilje je tisto. Spletno nasilje, zato ker to pa že dlje časa opažamo, lahko rečem že kar nekih 6-7 let, da mladi normalizirajo nasilje. A res, ker jaz pa bi rekel, moja izkušnja mladih je pa, da so danes veliko bolj občutljivi na sovražni govor ali pa nasilje. Ali je to bolj zabloda? So občutljivi, ampak te blažje oblike normalizirajo, se pravi žalitve. Nesramne komentarje. In zakaj? Če se jih vpraša, bojo povedali, zato ker je tega tako veliko. In pol tudi rečejo, ja, si to ni nasilje, pol pa jih vprašaš, pa te zaboli, ko prebereš žaljiv komentar. Ja, je nasilje. In tle imamo dejansko velik problem, in to nas pa skrbi, skrbi nas ne samo za mlade, ampak za celotno družbo, ker če mi dopuščamo blažje oblike nasilja, koliko smo daleč od tega, da bomo dopuščali, da bo nekdo po ulici hodil mimo tebe, pa te bo klofutno po obrazu. Mislim, je to sicer velika razlika, kljub vsemu, ampak zdaj je to te blažje oblike, pač žalitve, kaj bo pa jutri, kaj bo pa čez 2 leti, kaj bomo dopuščali. Problem je, in to je tudi pri mladih opažamo, da se zelo ne radi na nek način soočajo z nasiljem. Pa ne mislim v tem, čisto enostavno povedano, ja, ga vidijo, jih moti, ne vejo pa kaj narediti. Zdaj, sej določeni se pač postavijo proti, pa se z nasilno že pogovorijo, pa tako naprej, ampak veliko je pa takih, ko nasilje izvaja nekdo, ko ga ti ne poznaš in se v bistvu ne moreš z njim pogovoriti. Lahko čist nek naključen nasilnež na družbeno mrežo naleti nate, oziroma ti nana, pa ti poje začne zdaj, neke nesramne komentarje stalno pisati, ali pa ti celo pošiljati kakšne neprimerne slike in podobno. In kaj zdaj narediti? Ja, družbeno mreže v osnovi imajo opcijo takih profilov, takih posameznikov in tudi objav, prijaviti, da jih prijaviš. Ampak le se pa zatakne. Mladi so to delali, mi smo jih stalno tudi o tem, smo jih motivirali na delavnicah, smo jim to razlagali, pa so prijavili, pa se ni nič zgodilo. In to je pa pol tisto. Se pravi, pa imamo pa to, kaj zdaj jaz naredim, jaz sem prijavil, pa se ni nič zgodilo, saj noben tega ne upošteva.
In zdaj na srečo je Evropska unija, ne, z aktom o digitalnih storitvah, je te velike platforme nekako, bomo rekel, spodbudila ali celo malce prisilila, da bojo te zadeve majčkeno drugače začeli obravnavati. Zdaj, zadeva je dosti sveža, ker je lansko leto šele začela funkcionirati, avgusta je stopilo to v veljavo in so še neka prehodna obdobja pa to, in bomo prav videli, kaj se bo zgodilo. Zaenkrat prav zelo pozitivnih informacij mi od mladih nažalost še nimamo, a ne? Je pa res, da tudi komisija je že pred sodišče spravila 2 giganta prav zaradi teh neupoštevanja prijav in pa zaradi zasvoljivih elementov na družbenih omrežjih. Super, ker tudi sam sem že izgubil upanje nad temi prijavami, ampak samo še blokiram, naprimer, ne, da torej onemogočim tistemu profilu, da nadaljuje s tem, kar počne, ampak to ne pripelje do nobene razrešitve. V bistvu jaz sem se na nek način obranil, ampak ta profil gre lahko naprej ali pa kakorkoli. Ne? In lahko širi še več negativnih informacij, naprej pa pol niti ne veste, da jih širijo v vas. Mislim, kam ne vidiš več, nekaj je blokiran. Ne? Tako da blokada v resnici ni vedno najboljša rešitev. Boljša rešitev je, da se na nek način skuša ta spor rešiti. Zdaj treba pa tukaj ločiti 2 zadevi. Vi ste odrasli, je to malo drugačna zgodba. Hipotetično, ne? Ja, okay. Je malo drugačna zgodba, kot recimo pri najstnikih. Ker pri najstnikih je največ medvrstniškega nasilja. Se pravi, se med seboj poznajo. Pri odraslih je tega medvrstniškega nasilja relativno malo in dostikrat so to neki ljudje, ki jih pravzaprav v resnici ne poznaš, in pol je tukaj blokada mogoče res najboljša rešitev, ker kaj češ narediti, sploh če je nekdo iz tujine. Pri mladih imamo pa največ celo znotraj razreda ali pa znotraj šole, pa znotraj tega socialnega okolja, v katerem se giblje. Kar pomeni, da je veliko lažje te zadeve rešiti z nekim pogovorom, z mediacijo, ki jo lahko šole izvajajo. Super. Se pravi, dejansko spet v fizičnem okolju. Zdaj ločujem, ampak rekli ste, balkane je to postalo eno, ne? Ja. Ampak če je težava res med vrstniki, se lahko tam tudi rešuje. Absolutno. In v preteklosti je bilo tako malo, govorim nekaj let nazaj, je bilo malo odpora strani šol, češ, lejte, to ni stvar šole, če se nekaj dogaja na Instagramu ali pa Facebooku še takrat, to ni naša stvar, to je prosti čas učencev. Ampak kaj se je pol zgodilo? Pol pa je, se pravi, spor se je začel recimo na družbenem omrežju. Ja, pol so ga prinesli pa v šolo, pa so se v šolo recimo stepli na hodniku, in je kar naenkrat v šola vpletena in je mogla pol reševati v bistvu hujšo situacijo. No, in s časoma so to dejansko ugotovili, da je to tako, in danes mislim, da ni več šole, ki se ne bi s tem ukvarjala. Se pravi, tudi če pride do spora na družbenih omrežjih ali videoigrah ali kaj podobnega, da so to učenci njihove šole ali pa celo sosednjih šol, dejansko se lotijo reševanja, ker se zavedajo, da če ne bojo imeli samo še hujše incidente v šoli. To pa res zanimivo, ker jaz razumem ta pomislek in celo se mi zdi ne tako neutemeljen v smislu, kako naj zdaj rešujemo nekaj, kar se dogaja na spletu, ampak vidim pa zdaj prednost tega ali pa smisel tega. Pa morda ne samo šole, saj tudi starši vejo, kaj so neki družabni krogi, lahko se dogaja tudi mogoče v kakih krožkih ali pa celo v nekih izvenšolskih skupinah. Športne aktivnosti, recimo, tam imajo seveda vlogo trenerji, pol, če so neke če smo recimo v glasbeni šoli, seveda učitelji glasbene šole, odvisni od okolja, ker spet večinoma gre za neke konflikte med ljudmi, učenci, najstniki, ki se med seboj poznajo. Če je pa zdaj nekaj zunanjega, nekdo, ki ga pa ni del tega socialnega kroga, tisti je pa pol mogoče malo bolj zapletena zadeva, za reševati. Pa spet, zakaj je prišlo do konflikta? A je dejansko obstaja nek konflikt med vpletenima, da se poznata, da ste se skregala, čisto enostavno povedano, pa si zdaj, bomo rekel, malo nagajata, ali gre za nekega naključnega nasilneža. Če gre za naključnega nasilneža, pa je mogoče blokada edina smiselna rešitev. Seveda bi pa tukaj pa upozoril, kadarkoli je otrok žrtev spletnega nasilja, naj se shrani dokaze
In če gre potencialno za kaznivo dejanje, ker v določenih primerih lahko gre, naj se to tudi prijavi na policijo, da se bo potem pač policija s tem naprej ukvarjala. Tukaj, predvsem, kjer je treba res policijo vplesti, je, kadar gre za gole posnetke mladoletnih. Ker to, da ti poseduješ sliko golega otroka, mlajšega od 18 let, da se razumemo, je pravzaprav že kaznivo. Da pa to posreduješ naprej, si pa ravno tako. In kle se v bistvu, tako bom rekel, tukaj ni teh zlorab na tak način. Tako zelo veliko tudi recimo drugih oblik spletnega nasilja, ampak so in žrtve so tukaj običajno najbolj prizadete v teh primerih. In tukaj res ni debate. Če govorimo o nekih goloti posnetkih spolnih zlorab otrok, to je stvar za policijo. Ja, in zato je tudi dobro, da o tem govorimo. Čeprav, tako kot ste rekli, številčno to ni najbolj pogosta, vseeno je fino, da odpiramo te teme in širimo zavest o njih. Ja. Najlepša hvala za super debato. Prosim bi vas še za eno zaključno misel, ki bi povzela morda to, o čemer sva govorila, ali pa vaše misli ta hip, da se posloviva od gledalcev in gledalk, poslušalcev, poslušalk, spremljevalcev, spremljevalk, kjerkoli že gledate tole, kar se dogaja. Jaz bi takole rekel, ne glede na to, da je na spletu veliko teh slabih stvari, veliko nasilja pa to, je splet in vsa ta tehnologija neko pozitivno okolje, ki nam marsikaj dobrega lahko prinese, nam omogoča kreativnost, tudi spoznavanje drugih ljudi, drugih kultur, ampak po drugi strani pa moramo znati vse to uporabljati etično in pa na pravilen način. In mislim, da to je ključna zadeva. Se pravi, dajmo vso to tehnologijo uporabljati v dobre namene, v kreativnost in pa na etično nesporne načine. Hvala. Uživajmo pametno. Bodite z nami še naprej, naročite se na kanal ali pa na podcaste, če nas poslušate, ali pa delite to vsebino z drugimi, če so se vam zdele zanimive. Se vidimo!